Spoštovani gostje, predstavniki veteranskih organizacij, tovarišice in tovariši in predvsem naš častni predsednik Janez Stanovnik. Otvarjam svečano sejo glavnega odbora, posvečeno 25-letnici naše samostojne Slovenije. Hvala. Živi naši narodi, ki krepeni dočaka dan, na koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak razvozah ne vraklec sosed bo mejak, da rojak razvozah ne vraklec sosed bo mejak, sosed bo mejak. Spoštovane tovarišice in tovariši, cenjeni govorniki, vsi zbrani, pozdravljeni. Še posebno vesela sem, da lahko med nami ponovno pozdravim častnega predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB, očeta naroda, tovariša Janeza Stanovnika. Prav lepo pa med nami pozdravljam tudi vse predstavnike veteranskih organizacij in druge goste. Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt. Letošnje leto je zaznamovano z dvema pomembnima prelomnicama v naši domovini, ki pa sta neločljivo povezani druga z drugo. 75 let OF in 25 let osamosvojitve. Ko so v temeljne teze OF zapisali, da ima slovenski narod pravico do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi, so naši predniki postavili temelj za legitimno in legalno osamosvojitev. Poleg trdnega temelja pa ste borci državotvorno ravnali tudi ob podpiranju odločitev, ki so bile najboljše za Slovenijo. Naj omenim le referendum za vključitev NATO in EU. Kot prvi bo o povezavi med OF, narodno-osvobodilnim bojem in osamosvojitvijo Slovenije v svojem nagovoru spregovoril dr. Tit Turnšek, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Spoštovani tovarišice in tovariši, letos praznujemo, kot rečeno, dve pomembni obletnici. 75-letnico Osvobodilne fronte in 25-letnico samostojne slovenske države. Eno ne bi bilo brez drugega. Ne bi bilo osamosvojitve brez osvoboditve. Slovenci smo iz kulturnega naroda dozorevali in dozoreli v državotvorno nacijo. Slovenska državotvornost je rasla skozi čas. V treh prelomnih trenutkih prejšnjega stoletja smo trikrat prijeli za orožje in sami branili svojo zemljo in snovali svojo državo. Prvič leta 18, ko smo branili severno mejo. Spomnimo se Rudolfa Maistra. Skupaj s Hrvati in Srbi smo na ozemlju propadle avstro-ogrske monarhije postavili državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Šele kasneje se je združila s kraljevino Srbijo. Nastala je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Potem so plamenico upora za njimi prevzeli Tigrovci. Drugič, leta 1941, po sramotni kapitulaciji kraljeve jugoslovanske vojske, razkosanju Slovenije, je bil slovenski narod obsojen, da kot narod izgine. Iz globine narodove duše, kot je rekel naš častni predsednik, je vstal oborožen odpor. Tretjič, leta 1991, ko je življenje v skupni državi postalo neznosno, polaščali so se je razni nacionalizmi, znova nam je grozila izguba suverenosti in nam je v takratnih političnih okoliščinah ponovno grozila izguba suverenosti. Takrat smo bili ponovno enotni.
Ta enotnost in pripravljenost vsega naroda je bila pomemben dejavnik v tistih usodnih dneh po leti 91. Domovina in narod sta nad vsem, ko pa sta ogrožena, vse ostalo postane nepomembno. Ni dvoma. Najtežji in najusodnejši dnevi za slovenski narod so bili spomladi 41. Kraljeva vojska je kapitulirala, Evropa je ječala pod nacifašizmom, pod jarmom. Ko se je samo še Velika Britanija branila pred Hitlerjevimi letali, ko vojne na vzhodu še ni bilo, se je nek majhen narod nekje v srču Evrope dvignil v nek na vides brezizgleden boj. In kot je nekoč zapisal France Prešern, manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Peter Wilkinson, takratni šef angleške obveščevalne službe za področje vzhodnega Mediterana, je Churchillu pisal poročilo, v katerem pravi: odkar je Andreas Hofer dvignil vstajo proti Napoleonu na Tirolskem, Srednja Evropa še ni videla take ljudske vstaje, kot sem jo jaz videl v Sloveniji. V boji za obstoj nas je povedla Osvobodilna fronta. Rodila se iz ponižanja s kapitulacijo kraljeve vojske, iz razžaljenega narodovega ponosa in zavedanja ogroženosti obstoja naroda. Osvobodilna fronta je povedla narod organiziran boj proti okupatorjem. Organizirala je partizansko vojsko, tiskali smo svoj denar, imeli smo svoje zdravstvo, šolstvo, svoje varnostne službe, ustanovili smo svoje gledališče, pevske zbore, kulturniške skupine, izdajali časopise in proglase. Imeli smo radijsko postajo. Leta 1944 smo ob 100. obletnici Franceta Prešerna natisnili njegovo Zdravljico. OF je postala država v državi z vsemi inštitucijami, ki jih ima država. Temeljni program Osvobodilne fronte, ki obsega 8 točk, je sprejel vrhovni plenum Osvobodilne fronte pred koncem leta 1941. Rojevati se je začela slovenska država. 8. točka programa med drugim pravi: po svoji narodni osvoboditvi bo o notranji ureditvi Združene Slovenije odločal slovenski narod sam. Osvobodilna fronta bo to elementarno pravico slovenskega naroda branila z vsemi sredstvi. Pomemben korak na poti do države je bil sklic Kočevskega zbora, prvega slovenskega parlamenta. Takrat je bilo odločeno, da kot suverena in nacionalna država vstopimo v federacijo z drugimi jugoslovanskimi narodi s pravico do samoodločbe in izstopa iz federacije. To pravico smo leta 1991 tudi uporabili in uresničili svojo samostojno državo. Danes, po 75 letih, imamo svojo državo, smo ena od članic Organizacije združenih narodov, Evropske unije in OECD. Naša suverenost je bila po vojni zopet resno ogrožena strani stalinistične Sovjetske zveze. Se spomnite Informiroja. Borci so se ponovno zbrali, leta 1948 je bila ustanovljena Zveza borcev, ki od svoje ustanovitve dalje dosledno zagovarja vrednote, ki so se izoblikovale v času narodno-osvobodilne borbe. Zavedali smo se, da so vrednote, kot je svoboda, suverenost, človeško dostojanstvo, nad ideološkimi in religioznimi prepričanji. Ko je leta 1968 Sovjetska zveza okupirala Češko, je postala grožnja suverenosti naši domovini, Sloveniji, zopet zelo konkretna. Takrat avgusta 1968 je slovenski politični vrh v Vili Podrožnik sprejel sklep: v primeru kakršnekoli agresije se bo Slovenija branila. Slovenci smo ponovno vzeli odločanje o svoji usodi v svoje roke in se vrnili k konceptu odpora iz narodno-osvobodilne borbe. Tega v drugih republikah bivše Jugoslavije v tem obsegu in v taki formi niso storili. Ponovno smo zgradili lastne obrambne strukture, teritorialno obrambo, slovensko milico, slovensko varnostno službo, ugledni člani Zveze borcev, nekdanji borci, častniki, generali, narodni heroji so aktivno sodelovali v procesu formiranja teritorialne obrambe, ki jo je Zveza borcev sprejela kot obliko
obnove vojske iz časa narodno-osvobodilne borbe. Takrat smo pripravljeni pričakali prelomna leta 88, 89, 90, 91. Uprli smo se spremembi federativne politične strukture, uprli smo se večinski prevladi srbskega nacionalizma nad drugimi narodi. Zveza borcev je rekla ne borčevski organizaciji Srbije, ko je hotela v večjem številu priti v Slovenijo na miting, da bi skupaj proslavili dan združenja Jugoslavije. Zveza borcev je začutila nevarnost in pozvala slovenske oblasti s pozivom naj storijo vse, da preprečijo miting. Ponovno smo branili svojo suverenost. Delegati Zveze komunistov Slovenije so januarja zapustili 90 zapustili kongres Zveze komunistov Jugoslavije. Zveza borcev je sprejela sklep, da se Zveznega kongresa Zveze borcev ne udeleži. Takrat so poskušali uveljaviti idejo o preglasovanju in podreditvi republiške organizacije Zveze borcev s sklepom na zvezni ravni. V izjavi 9.7.1990 je bilo poudarjeno, da borci podpirajo popolno afirmacijo Republike Slovenije kot države, ki je nastala v času narodno-osvobodilne borbe s sklepom od poslancev v Kočevju oktobra 1943 in potrjena na drugem zasedanju AVNOJ-a. Zveza borcev je aktivno podpirala plebiscit o samostojnosti Sloveniji decembra 90. Dosledno je sledila vrednotam, ki so se izoblikovale v narodno-osvobodilni borbi in pozvala članstvo, da se udeleži in angažira s čim večjo udeležbo na plebiscitu. Poudarjena je bila kontinuiteta med temeljnimi točkami osvobodilne fronte, sklepi Kočevskega zbora, sklepi Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta pri graditvi slovenske države ter plebiscitarni odločitvi o suverenosti in samostojnosti slovenske države. Zveza borcev je boj za osamosvojitev smatrala kot nadaljevanje poti do ciljev narodno-osvobodilne borbe. Zveza borcev je aktivno v javni razpravi o Ustavi Republike Slovenije preambuli Ustave sodelovala in v preambuli Ustave je med drugim zapisano. Upoštevajoč dejstvo, da je bila Republika Slovenija država že po doslej veljavni ustavni ureditvi. Uradni list si lahko pogledamo 25. junija 1991. Ob oboroženem napadu JLA na Slovenijo je izvršni odbor Zveze borcev objavil protest zaradi oborožene agresije Jugoslovanske ljudske armade na našo domovino. 10 generalov, bivših borcev narodno-osvobodilne borbe, je v izjavi odločno obsodilo agresijo Jugoslovanske ljudske armade. Zveza borcev je podprla brionske dogovore. Zveza borcev je vedno zvesta vrednotam, ki so se izoblikovale v času najtežje borbe. Vedno nam je bilo pred očmi domovina, suverenost slovenske države, za katero je bilo žrtvovanih toliko življenj. Vedno smo delovali državotvorno. Podprli smo referendum o vstopu v Evropske unije in kljub mnogim pomislekom tudi vstopu v Zvezo NATO. In tako bomo delovali tudi v bodoče. Delovali bomo tako, da bodo vrednote zmagovitega upora hrabrile Slovenijo in je dajale voljo in moč in jo notranje povezovale tudi v bodoče. Hvala. Svojvrsten upor ljudstva proti okupatorju je predstavljal kulturni molk, ki je nastopil po razpustitvi Akademskega pevskega zbora Univerze v Ljubljani. Narod je s kulturnim molkom pokazal, da se kljub pritiskom ni pripravljen odreči svojemu jeziku in kulturi. Tudi pred 25 leti je bil narod tisti, ki si je najprej na plebiscitu in nato z dejavno podporo pokazal, da je osamosvojitev zanj edina pot. Narod si je in si bo svojo sodbo pisal sam. Kot zadnja je na koncertu, ki je bil povod za razpustitev zbora, zasvenela pesem Lipa Davorina Jenka. Po tej pesmi je poimenovan tudi mešani pevski zbor Lipa zelenela je, ki bo pod vodstvom zborovodje Karla Leskovca za nas zapel to pesem. Pesem Lipa zelenela je. Tam dišečem gaju.
Pomembne odločitve vedno s seboj nosijo posledice. Tudi odločitev za samostojno državo je seboj prinesla številne posledice. Politična oblast je zlorabila moč vojske, ki je nastala za obrambo vseh narodov in ne za omejevanje njihove svobode, suverenosti in enakopravnosti. Zveza borcev je ta napad javno obsodila kot neopravičljivo in nemoralno dejanje. Za obrambo nove rojene države je skrbel tudi generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga sedaj vabim k nagovoru. Spoštovane borke in borci narodnoosvobodilne vojne, člani glavnega odbora Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne, spoštovani predsednik, častni predsednik, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, spoštovane tovarišice in tovariši, dragi in spoštovani praporščaki. Najprej mi dovolite, da se zahvalim, da imam priložnost govoriti pred tem zborom in tudi na ta način pokazati to simbolno povezanost teh dveh zgodovinskih obdobij. Zgodovinskih obdobij, ki spadajo v to uporništvo slovenskega naroda, ki je bilo velikokrat težko in seveda tudi krvavo. In bili smo ne samo priča, ampak tudi udeleženci tega dolgega zgodovinskega procesa, ki se je končal z osamosvojitveno vojno in pa seveda s priznanjem naše Republike Slovenije, ki je seveda tudi naša domovina. In seveda ob takšnem dogodku, kot je slavnostna seja glavnega odbora Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne, namenjena tako pomembnemu državnemu prazniku, kot je Dan državnosti, je seveda vsekakor potrebno izreči iskrene čestitke tako državi, kot seveda tudi državljankam in državljanom Republike Slovenije. Kajti v tem tednu mineva 25 let, odkar smo stopili v svet kot enaki med enakimi. Letošnje praznovanje je še bolj izrazito v naših mislih in seveda tudi v naših srcih, saj je 25 let ali četrt stoletja obdobje, ko tudi človek preboli vse otroške bolezni, odraste in postane aktiven in polnopraven član skupnosti, v kateri živi. Tako si predstavljam tudi našo državo, ki je po letu 1991 postala polnopravna članica mednarodne skupnosti in članica uglednih in pomembnih mednarodnih organizacij in združenj. Svet nas je sprejel in mednarodna skupnost nam je ponudila nove možnosti in seveda s tem tudi nove odgovornosti. Toda ta isti svet se spreminja in danes je potrebno iskati in seveda tudi najti nove primerne rešitve. V času nastajanja Slovenije smo doživeli dokončen zaton socialistične družbene ureditve, padel je Berlinski zid in doživeli smo konec hladne vojne. V naši neposredni soseščini, v državah bivše skupne države, so se bile bitke in boji v vojni, kakršne nismo poznali iz učbenikov. Vse to nas je ob opazovanju tragičnih dogodkov in nastalih sprememb navdajalo z upanjem, da bomo živeli v bolj povezanem, boljšem in predvsem v bolj pravičnem in poštenem svetu. A kaj kmalu se je izkazalo, da se je optimizem začel utapljati v močvirju pohlepa, finančnih malverzacij in pri nas v Sloveniji v prilaščanju in kraji državne in družbene lastnine v premajhni ali celo nikakršni prisotnosti kakršnega koli strateškega razmisleka. Ekonomska kriza je dokončno razgalila namere in cilje vseh elit ter uzakonila prednost posameznega interesa pred splošnim ob istočasnem utrjevanju strankokracije, kar traja še danes. Vse to pa je podprto še z ideološkim ekstremizmom, kateremu še vedno ni videti konca. In ravno navedene značilnosti trenutka, ki ga živimo, preprečujejo tudi spoštovanje in razumevanje naše lastne preteklosti. Imamo bogato, svobodoljubno tradicijo iz časov generala Maistra in primorski upor zoper fašizem v 20 letih minulega stoletja. Vi, borci narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda,
ste nas vključili v zmagovito koalicijo Združenih narodov med drugo svetovno vojno. In ob koncu 20. stoletja smo se poenotili in skupaj si je slovenski narod po dolgem procesu uporništva in odporništva, ki je bilo pri Slovencih posledica stoletnih bojev zoper mnoge tuje nadvlade, ki so hoteli temu malemu narodu vzeti pravico do svobode, priboril samostojno državo. Zato se ne sprašujmo, ali biti tiho ob vsem, kar se še vedno dogaja v našem širšem in tudi domačem okolju. Premislimo skrbno in pošteno in ugotovili bomo, da je v Evropi ob vsem dobrem tudi kaj slabega in celo nevarnega. Danes ne moremo več govoriti o rojevanju nacizma, kajti le-ta je že rojen in ponovno se ne samo širi, ampak tudi uporablja iz druge svetovne vojne znane metode delovanja. Sovražni govori, organizacija nemirov, uporaba nasilja se iz skritih lokacij seli na ulice, stadione, državne parlamente, medije in jih obsojajo samo redki pogumni voditelji držav. Kakor da ni zavedanja, da gospodarska kriza, nezaposlenost in številne druge težave sodobnih družb povzročajo posledice, ki so izkoriščane za uveljavljanje skrajnih metod, kako priti do končnega cilja, to je kako priti na oblast. Očitno smo pozabili na modrost starih mislecev, da morala sledi družbenim razmeram in ne obratno. Vzorci, ki jih vidimo ponekod v našem sosedstvu in drugod po Evropi, ne smejo dobiti domovinske pravice pri nas, v Sloveniji. Spoštovani, danes moramo biti ponosni, da imamo lastno državo, kajti to ni dano vsem narodom na svetu. Res je, da ni vse tako, kot smo želeli in kot smo si predstavljali v prvih letih samostojnosti. Čas in dogodki, v katerih smo sodelovali, je bil nekaj izjemnega. Ne zaradi tolikokrat poudarjene enotnosti, oziroma ne samo zaradi te enotnosti, pač pa zaradi tovarištva, ponosa, visoke stopnje samozavesti, izražene samoiniciative ter medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Upanje, ki se kaže v boljših gospodarskih rezultatih, napovedih in ki nam vrača tudi že pozabljeni pojem suverenosti, je dobro znamenje in verjamem, da bomo državljani in državljanke to vedeli razumeti, ter da bomo svojim odnosom do temeljnih vrednot, kot so resnica, poštenost, pravičnost in spoštovanje, to tudi podpirali. Zato naj prazne parole o povezovalnosti in lepotah osamosvojitve nadomestijo dejanja, ki bodo zagotavljala državljankam in državljanom naše domovine življenje v državi miru, svobode in blagostanja. Še enkrat iskrene čestitke ob našem prazniku in hvala, da sem imel priložnost govoriti danes pred vami. Hvala lepa. Slovenske domovine kraj. Za njo rad živi, za njo hrepeni, njo le njo bo ljubil vekomaj. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Slovencev rod vam prebiva to, oj prijaznost čista tu cvete. Vsak prijatelj ima zles objame ga, to navada stara tukaj je. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Snežnih planin, do vrtic dolin, mile pesmice povsod pojo. Slovenc je rad vesel, kaj da ne bi bil, njemu pismi iz srca teko. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
Osamosvojitev je bila ena izmed najpomembnejših odločitev, ki smo jih sprejeli kot narod, saj smo s tem prvič dobili svojo samostojno državo. S tem so bile uresničene sanje mnogih rodov Slovencev. Ponosni pa smo lahko tudi, da je slovenska osamosvojitev potekala hitro, z redkimi vojaškimi spopadi in majhnim številom žrtev. Ponovno so namreč v mislih ljudi oživeli verzi Fani Okić. Mi nismo želeli sovraštva in kletve. Mi nismo želeli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in grobov. Da je osamosvojitev potekala tako, kot je, so bili v veliki meri odgovorni tudi policisti, ki so predstavljali ključen del obrambe. V imenu policijskih veteranov bo spregovoril dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranov Društev Sever. Spoštovane borke in borci, veteranke in veterani, spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever vas lepo pozdravljam na slavnostni razširjeni seji glavnega odbora Zveze združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe ob dnevu državnosti, ko praznujemo 25. obletnico osamosvojitve in se spominjamo tudi 25. obletnice dneva upora proti okupatorju. Spoštovani, danes, ko praznujemo 25. obletnico državnosti, je tudi priložnost, da se spomnimo drugih dogodkov izpred mnogih let in osamosvojitvenih procesov, ki so pripeljali do samostojne Slovenije v letu 1991. Spomnimo se borcev prve svetovne vojne, tigrovcev ter mesto in vlogi generala Maistra in njegovih borcev, borce, partizane, narodno-osvobodilne borbe in njihovo vlogo v drugi svetovni vojni ter vojnih invalidov in civilnih vojnih invalidov. Spoštovani, danes si radi govorimo o domoljubju. O tem je potrebno vedeti, da se v sodobni družbi, predvsem pa v domoljubni družbi, lahko opiramo na druge ljudi, lahko jim zaupamo, ker vemo, da so domoljubni. Če takega zaupanja ni, je prostor odprt za manipulacije, za čustvi ljudi, za nepotrebno in drago politizacijo različnih vprašanj. Tudi v bivši skupni državi Jugoslaviji smo izražali ljubezen do države, bližna pa nam je bila naša ožja domovina, Slovenija, slovenski narod, vrednote slovenskega naroda in svoja lastna identiteta, ki je bila vezana na identiteto slovenskega naroda in na domoljubje Slovencev. Seveda pa je bil ključnega pomena konec 80. let koncept oziroma strategija splošnega ljudskega odpora in zaupanja v ta koncept. Slovenski narod je imel na tem področju izjemno izkušnjo v narodno-osvobodilnem boju v času druge svetovne vojne z konceptom osvobodilne fronte slovenskega naroda. Dejstvo pa je, da bi bilo v Sloveniji partizansko gibanje brez domoljubne vsebine dokaj skromno. Osvobodilna fronta je poveljevala celotnemu osvobodilnemu gibanju na Slovenskem in izpolnila večino narodno-političnih ciljev, osvobodila je slovenski narod in uspela je priključiti Primorsko. Za osamosvojitveni procesi in osamosvojitveno vojno v letu 1991 pa smo izkoristili pravico do samoodločbe in odcepitve, ki je bila izborjena po drugi svetovni vojni po zaslugi osvobodilne fronte. Ta koncept je v letu 1990 omogočil organiziranje manevrske strukture narodne zaščite, ki se je nato preoblikovala v slovensko teritorialno obrambo in kasneje v slovensko vojsko. Dovolite mi, da v kratkem opišem nekatere manj znane, vendar zelo pomembne aktivnosti milice konec 80. let 20. stoletja, ki jih lahko uvrščamo kot med zelo pomembne demokratične in osamosvojitvene procese. Uprli smo se zahtevi Zveznega sekretariata za notranje zadeve, da je treba uniforme milice v celotni državi urediti tako, da nihče ne bi opazil, da je miličnik prestopil republiško mejo. Uprli smo se poskusov vzpostavitve enotnega informacijskega sistema organov za notranje zadeve v Jugoslaviji. Uprli smo se pritiskom Jugoslovanske ljudske armade po širjenju pristojnosti vojakov pri varovanju državne meje Republike Slovenije iz 100-metrskega v 1-kilometrski pas. Že konec leta 1989 je milica od JLA prevzela širše varovanje objektov Gotenica in še marsikaj drugega. Zelo pomembno je izpostaviti, da je milica leta 1989 pričela v strogi tajnosti pripravljati celoviti sistem varovanja državne meje z Republiko Hrvaško.
Tako je bil že meseca aprila 90 pripravljeni prvi predlog varovanja državne meje, ki je določal 600 miličnikov in mejne prehode, ki jih imamo danes. Vse to je milica počela zaradi svoje pripadnosti službi, ki je delovala po načelu pravne države, oziroma zaradi svoje lastne identitete, ki je bila vezana na identiteto slovenskega naroda in na domoljubje Slovencev. V teh procesih je bilo izjemno pomembna tudi akcija Sever leta 1989, ki je preprečila miting resnice, vse če bi miting resnice uspel, ne bi bilo prvih svobodnih volitev in vsega drugega povezanega s tem. Za akcijo Sever je bil preprečen poskus, da bi slovensko vodstvo na zrežiranih mitingih zamenjevale na hujskaške množice iz drugih republik. Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji velja red in zakon in da demokratizacija poteka organizirano, dogovorno, za postopnim sprejemanjem zakonodaje in njenim spoštovanjem ter spoštovanjem legalnih institucij. S tem je stopila slovenska milica v politično areno kot jasno oblikovana profesionalna organizacija, ki je imela nalogo skrbeti za javno, pa tudi državno varnost Slovenije. To ni moja trditev, temveč gre za zapis zgodovinarja dr. Repeta in dr. Čepiča. Letos moramo največ pozornosti nameniti 25. obletnici osamosvojitvene vojne, kjer je padlo 19 pripadnikov teritorialne obrambe, policije in drugih. V tej vojni pa niso sodelovali samo pripadniki teritorialne obrambe in policije, temveč tudi mnogi drugi v različnih vlogah ter državljanke in državljani Slovenije. V zadnjem času nekateri zelo poudarjajo zasluge posameznih osamosvojiteljev. Osamosvojitelj je tisti, kdor pripomore k samostojnosti in neodvisnosti države. Osamosvojitev torej ni delo le neke peščice ljudi in nekaterih takratnih ministrov, ampak gre za delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, policistov, teritorialcev, pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, lovcev, gasilcev, zdravnikov, državljank in državljanov Slovenije. In danes nekatera razglašati za najpomembnejše osamosvojitelje, brez vseh pravih in v zgodovini zapisanih argumentov, je tvegano in nasprotjo za zgodovinsko resnico in nepošteno. V zadnjem obdobju namreč številni zapisi postavljajo pod vprašaj prispevek posameznikov k osamosvojitvi, ker njihova takratna vloga ni tako enoznačna, poudarja znan slovenski kriminolog. Imamo tudi takšne osamosvojitelje, ki so svojemu sinu, ki je bil star 12 let, uredili status vojnega veterana. Spoštovani, v začetku leta sem na koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij, kjer pod vašim vodstvom zelo dobro sodelujemo, napovedal, da bodo nekateri začeli v letošnjem letu poudarjati zgodovino ne le druge svetovne vojne, temveč tudi vojno za samostojno Slovenijo 91. In to se sedaj dogaja tudi v odborih Državnega zbora, na nacionalni televiziji in drugih medijih. Zato tudi preveliko poudarjanje zaslug nekaterih, najbolj zaslužnih, kar očitno pomeni zaničevanje drugih, ne omogoča ali vsaj otežuje identifikacijo z domovino. Tudi letošnja podelitev državnih priznanj strani predsednika republike osvoboditeljem skladišča v Borovnici, kjer so se vojaki JLA brez boja predali v odnosu do osvoboditeljev skladišča v Ložnici, kjer so bili oboroženi boji, in do vseh drugih ni državotvorno dejanje, temveč izpolnitev želje strankarsko podrejeni zvezi za vrednote slovenske osamosvojitve. Spoštovani, pripadnost in vrednote vsakega naroda in s tem tudi vojske in milice se morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnjo njene državnosti, ki smo si jo Slovenci dokončno izbojevali šele v letu 1991. In žalostno je, da so nekateri začeli precenjevati svoje prispevke v osamosvojitvi in hkrati zaničevati zasluge drugih, neupravičeno ustanavljati vzporedne veteranske organizacije, prirejati vzporedne proslave ter proslave za neprimernimi simboli in govori, ki izkrivljajo zgodovinsko resnico ter podajajo nerazumne kazenske ovadbe. To počno predvsem stranki SDS podrejena Zveza za vrednote slovenske osamosvojitve, kamor so se zatekli tisti, ki neresnic niso uspeli uveljavljati v Zvezi veteranov
vojne za Slovenijo in v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever. Zato se moramo odločno zoperstaviti vsem poskusom razvrednotenja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih dogodkov in posameznikov. Spoštovani, ne glede na to, da eni sedaj intenzivno potvarjajo našo, tudi novejšo zgodovino, sem prepričan, da bo na dolgi rok vsekakor obveljala naša resnica v zgodovini slovenskega naroda in osamosvojitveni vojni 91. Mladi pesnik Kajuh je sredi vojne vihre povedal približno takole: če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz. Tako pa še živimo. Spoštovani, vojno za samostojno Slovenijo leta 91 smo dobili tudi za umirjenim ravnanjem nekaterih, saj so posamezniki z nekaterimi ukazi, če bi bili izvršeni, resno ogrožali varnost državljank in državljanov Slovenije. Zato imamo danes svobodo in samostojno Republiko Slovenijo. Da ne rečem po Kajuhovem, tako pa še živimo. Saj zaradi neizvrševanja nekaterih nerazumnih ukazov ni prišlo do hujše in dolgotrajne vojne. Vsem iskrene čestitke ob našem prazniku. Hvala za pozornost. Nihče ne more zanikati, da je naša mlada država v preteklih 25 letih dosegla ogromno. To potrjujejo tudi številne funkcije, ki jih je prevzela v mednarodni skupnosti. Uresničili smo teze pred 75 leti zapisane v ustanovni listini OF. Danes smo samostojni in združeni v eni domovini. Z osamosvojitvijo smo zahtevali zase to, kar smo priznavali tudi drugim. Pravico, da živimo po svoje. Slovenski narod je tudi v najhujših časih, ko je šlo za njegov obstoj, imel dovolj razuma in zmogel dovolj moči, da se iz težkih razmer okupacije in narodno-osvobodilnega boja prebije in preživi v svobodo. Prepričana sem, da imamo to moč, da smo svobodni tudi danes. Zdaj zaori pesem o svobodi. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po svetu sem zaplov, videl se slovenskih tlačenih domov. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po svetu sem zaplov, videl se slovenskih tlačenih domov. Da svoboda se že bliža, malo so strašnih strah, ti slovenska domovina že pod svobodi je odprt. Da svoboda se že bliža, malo so strašnih strah, ti slovenska domovina že pod svobodi je odprt. Prosta bo svet oko, domovina tlačena. Mati Slovenija, tvoji smo sinovi, naše je življenje tvoje, ko pozoveš nas. Mati Slovenija, strti so okovi, mi pripravljeni stojimo srednji čas. Dokler bo ni končan, za njo bo si v borbo za svobodo, za našo nam Slovenijo. Dokler bo ni končan, za njo bo si v bor, večno naj živi svoboda in naša nam Slovenija.
Sledi še sklepno dejanje današnje slavnostne seje, in sicer bo podpredsednik tovariš Slavko Grčar prebral izjavo glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije o 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. Spoštovane tovarišice, dragi tovariši, v imenu predsedstva predlagam. Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je 20. junija 2016 na slavnostni razširjeni seji v počastitev 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije sprejel izjavo o 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. Prvič. Ob zgodovinskem državnem prazniku Dneva samostojnosti Republike Slovenije, ko praznujemo 25. obletnico njene osamosvojitve, čestitamo vsem borcem za vrednote NOB ter vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. S posebnim spoštovanjem se ob tej obletnici spominjamo tudi vseh žrtev za domovino med prvo in drugo svetovno vojno na Primorskem in avstrijskem Koroškem, v osvobodilni vojni 1941–1945 in v letu 1991. Brez njih ne bi bilo samostojne Slovenije, saj brez osvoboditve ne bi bilo osamosvojitve. Drugič. V času svoje samostojnosti se je naša država uveljavila v mednarodnem prostoru kot članica Organizacije združenih narodov, Evropske unije, NATO in drugih mednarodnih organizacij, s članstvom v OECD pa je uvrščena med najrazvitejše države na svetu. V duhu vrednot Osvobodilne fronte pričakujemo še večjo samozavest pri določanju slovenskih narodnih koristi in več odločnosti pri uresničevanju slovenskih državnih interesov. Tretjič. Kritični smo do vseh slabosti in negativnih pojavov v zakonodajni, izvršilni in sodni oblasti. Zavračamo pa ustvarjanje splošne negativistične ocene njihovega delovanja. V parlamentarni ureditvi je uveljavljen prevelik vpliv vodstev političnih strank, kar povzroča apatijo pri ljudeh. Zato je čas za resen premislek, kako povečati vpliv volivcev na urejanje javnih zadev. Četrtič. V samostojni slovenski državi se je močno zmanjšala socialna varnost in zelo povečala revščina. Privatizacijo in razprodajo nekdanje družbene in državne lastnine spremljata velika brezposelnost in premajhna učinkovitost sicer številnih socialnih transferjev. Zato pozivamo vlado in Državni zbor Republike Slovenije k temeljiti prenovi socialne zakonodaje in socialne politike, ki naj bistveno zmanjša revščino, če je pač ni mogoče v celoti odpraviti. Vse veje oblasti naj odločneje ukrepajo proti izkoriščanju delavcev in kršenju človekovih pravic. Petič. Želimo živeti v mirni in prijazni državi. Zato smo zaskrbljeni, ker se razraščajo nestrpnost, sovražni govor, zloraba in potvarjanje zgodovine za politične manipulacije in pojavi neofašizma. Pozivamo državne organe k odločnejšim ukrepom proti tem pojavom, na vse medije, organizacije in posameznike se obračamo, da po svojih možnostih prispevajo k normalnim, strpnim odnosom v družbi. Šestič. Podpiramo prizadevanja vlade Republike Slovenije pri pripravljanju strategije razvoja Slovenije, ki naj bo z znanjem in inovativnostjo gospodarsko uspešna, moderna, okoljsko prijazna, solidarna in družbeno pravična. Srečno Slovenija!
Glavni odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Razumem, da je glavni odbor z aplavzom sprejel to izjavo kot svojo izjavo. Hvala lepa. Prosim, da z aplavzom pospremite še naše praporščake. Hvala.